Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Četrtkovo jutro, Jeger, kaj je bilo za highlight reel, ne? Ne. Povej, Ema. Kaj sem spet? Ja, kaj je bilo zjutraj, že z prometnimi napačnimi? Pa nisem bil jaz skriv, prometni pa tudi informacijski mes enkrat fejsta razkuro, glede pekačev v pečici. Če mi daje take članke, da jih To je klikam. res grozno. Pa gremo Jaz ti rečem. dragocenih 5 minut. Smo pa debatirali na temo našega najbolj seksi sodnika na svetovnem prvenstvu, kot pravijo Slavka Vinčiča. Ja. Imeli več presenečenj za Emo, prvo, da je, drugo, da je z Maribora, tretje, da je z Pobrežja. Pa še je ugotovila, da ima apartma blizu, tam ko ona hodi na morje. Mislim, vsoda. Ja, no, pač vsak gleda, pač vzameš to, kaj ti je blizu, res je, prav imaš. Tako da vabljeni, da prisluhnete podcastu do tega jutra, sicer pa spet jutri zjutraj o 5:30. Ena druga stvar, ki jo je treba ta trenutek izpostaviti, pa je, da se je zgodilo neverjetno. Ti si mogel verjeti, kaj na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so potrdili najprej, da sploh imamo Paleontološki inštitut. Ja. To je genialno. Imamo te penzlarje, ki iščejo dinozaure tudi pri nas, ne morem verjeti. Vrhunsko, mimo grede, ne? Glede na to, da si gledala vlak dinozaurov resanko, ko si odraščala. Ne. Nisi. Nisem. Nisi. No. Ja, ti si prestar, Ja. ker je to bilo kakih 10 let nazaj, ampak nisi gledala. No, nisem Ja, res. nikoli nisi bila v dinozaure, kot se reče. Nikoli. Ne. Vedno bolj, da je bil neki pravi avto, pa to ljubica, ne. Vse vem, ja, tako ste na Pobrežju. Pazi, potrdili so, da so našli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazivca Plakodonta. In sicer na področju Idrije. Kaj si ti nor? 235 milijonov let. Ja, star, ja. Wow. Je bilo kar. So že takrat lezli okoli. Ja, ampak vse je logično, ne? Si že bil v Idriji, kdaj? Sem? Ne, Ja. ko je bilo morje, ne, se veš, kak je to, Ja. taka luknja, to je bilo puno. Morje je pa živo srebro. Ja, pa je spodaj, veš, ko je morje, pa je vedno spodaj, tako je bilo ful živo, pa niso vedeli, kaj bo, pa so rekli, zdaj pa ne bo srebro. Pa je nastalo živo srebro, pa je tam taka ena forma se naredila, pa so rekli, glej, čipka, dajmo vzeti neke niti, pa dajmo mi to na take lesene klekle, ne, pa dajmo mi to. Tak je to vse nastalo. Ja. Super. Mej še neki žlikrofi, ampak dobro. Ja, tudi žlikrofi nekaj so morali jesti, veš, ko te zmatra to, ko keklaš. spreminjaš naravo, pa Ja, ko pa to, kleklaš. Dobro jutro v Idriji, če se eno dobro sliši. Ja, dobro jutro, Vidrijo. To je eno od tistih mest, v katerega gremo res poredko, mogoče preredko. Ja, res je. Jaz priznam, da sem se samo enkrat v življenju tam skozi pelil. Jaz mislim, da smo na zadnji v osnovni šoli. Jaz tudi v osnovni. Ja. Lepo. Ja, res je. Četrtek, 9. julij. Zakaj sem jaz zdaj razmišljal? Povej. Že za tebe, Jeger, za tebe, Ema, ki si mlada in vidna predstavnica generacije Z, ne? Tako je. Sem jaz pravzaprav time traveler, oziroma potovalec skozi čas. Ja, pa vse skozi generacije. Ja, veš, koliko stvari je to, ko si ti kje Ne, nisi prebrala, čakaj. Ne, to, ko si ti mogoče videla kot Ne, nisi videla kot video. No, to, kar so zgodovinska dejstva, sem jaz živel v bistvu tisti čas. Torej to, kar se mi učimo v šole. Bravo. Ko ste se učili, ne vem, zgodovino moderne tehnologije. Ja. To sem jaz vse skozi živel. Wow. Ja. Od trakov, kaset, ne, do veš, cele te procedure, da smo prišli do sem, kjer smo. Do filmov, ki so bili takrat res cool, zdaj pa pogledaš, pa vidiš, da je bilo to tehnično, ker rudimentarno, ne, takrat. Recimo,
do izjemne muzike. Ja, to lahko za seminarsko izkoristim kot vir. Absolutno me lahko izkoristiš kot vir. Vprašanje je, kako bo ta vir verodostojen, ampak glej, imam ti kaj zapovedati. Ampak okay. Če boš mene uporabljala za vir, moraš vedeti, to počneš na lastno odgovornost. Ja. Najboljše je, da me vzameš s sabo. Veš, ko imaš seminarsko, pa ti pač malo manj nareš, pa jaz samo tam govorim. Pa lahko bi to šlo. Bi lahko bi, no, okej, šel nastopati. Vzeto po Dejanu Vedino. Ja. Lepo. Ne, pač, zakaj to govorim? Pač, ker je fajn imeti malo tudi drugi zorni kot. Absolutno. In ne samo gledati na to zdaj kot joj, kak je nekdo star, ne? Treba je gledati na to, kaj je smešno. Kaj tebi smešno, Iger? Absolutno nič. Ne samo na to, kak je kdo star, ampak kaj vse je doživel in preživel v teh letih in kaj vse lahko jaz od tega odnesem. Od izkušenj, znanja in osebnega doživljanja stvari in sprememb. Tak pa če malo globi, ne, da ne bomo samo budimo nagi, ne, pač malo bolj nekaj resnega ima, zamisli se. Popravek ti je poslala Petra v SMS-u na 051 220 220, Iger, da gužva ni od Šentilja do Pesnice, ampak od Pesnice do Šentilja. Drži. In to so popravili tudi na prometno-informacijskem centru. Ja, samo kaj, to bi ti mogel že tam biti? Mogoče, ne. Med prave informacije. V redu. Hvala lepa, Petra. Ja, res, hvala lepa. In če opazite še kaj, ne, ker pokličite ali pa napišite. Tako. Drugače pa svetovno prvenstvo v nogometu je imelo včeraj dan pauze. Tak mi je bilo nenavadno. Meni tudi, ja. Je bilo? Zelo. Tak zvečer sem hodil, tak pa nisem vedel prav, kaj te naj zdaj? Zdaj vse highlights sem že pogledal, pol najlepše gole sem pogledal, kaj še te naj? Nič, te sem pa moral malo narediti, opraviti par stvari, ki so bile na spisku, pa so čakale, ki sem ga dobil v depeši, se veš, vsake toliko časa doma dobiš depešo, ne? Je bilo le samo vsake toliko časa. Ampak drugače pa seveda danes gre dalje in sicer s prvo tekmo četrtfinala in to bo tudi, oziroma je naša Krups Coffee Crush tekma. Lahko še vedno napoveste rezultat do začetka tekme Francija-Maroko in potem jutri zjutraj, se veste. Tisti, ki pravilno napoveste, med vami bomo že rebali tega Krupsovega lepoca, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Če pa ne bo nihče pravilno napovedal, pa bomo seveda že rebali kar med vsemi, pa je to. V vsakem primeru gre ven jutri en. Ampak, ko sem malo tak spremljal vse te novice povezane s svetovnim prvenstvom, absolutno še ni potihnila debata po tekmi Argentina-Egipt. Ne. Ja. Res je bila huda tekma. Res je bila in res je bilo kar nekaj kontroverznih situacij, pa ne bi zdaj mi pogrevali ali pa debatirali, jaz bi samo povedal nekaj, kar je... Kar res ne morem verjetno, ko so anulirali ali pa pač ko so rekli, da ni gol tisti drugi od Egipta, zaradi favla, ki je bil na drugem koncu igrišča. Argentinci so imeli celo igrišče čas, da jih ostavijo, pa jih niso, zaradi favla, ki je bil na drugi strani. Daj no, prosim te. Tak po 5 minutah. To bi moral, oni iz vara bi mogel samo priti, pa sodniku tak šamar stisniti, kaj ni videl, veš, kaj ti hočem reči. Ne moreš to narediti. Imajo povezavo, pa se verjetno pogovarjajo vmes, pa nekaj. Seveda. Pazi tam nekaj. Ja, samo te takoj poveš. Ne napustiš, da pač odigrajo. Ja. Dobro, načeloma se pusti, da se odigra, pa se potem pregleda. Samo ne čez celo igrišče, to bi morali narediti, če je na napad na nasprotni polovici, Fertik nima šanse. Kaj si pa loj? Veš tak. Ampak dobro, zdaj se lahko mi pogovarjamo, kaj hočemo. Argentina je šla dalje in še naprej bo seveda Messi polnil Infantinovo denarnico. 3 pikice. Ampak je pa seveda izjemen nogometaš, da ne bomo. Res je odigral fenomenalno tekmo še enkrat več. Znano je, mislim, da zdaj pa popolni line-up za tako imenovani halftime show oziroma show v polčasu med finalom. Zdaj so še eno ime zraven povedali. In to je? Ob tem, ko smo vedeli, da bo Madonna, da bo Shakira, da bodo BTS. Kako dobro. Da bodo Coldplay. Je zdaj še novo ime
o polčasu naj bi nastopil tudi Justin Bieber. O moj bog. Jaz rabim karto za to. Kako bo polčas trajal? Najcenejša je 10 ur. Kako bo polčas trajal 3 ure? Komod. Verjetno. Ja, to je tako, gledaj, če so že naredili na četrtine, to je pa zdaj, če še polčas, pa ure. Ja, točno to. Ja. Tako da, ja, glede določenih stvari je vseeno farsa, ampak je pa res, da jaz sem prepričan, da nas čaka še ogromno izvrstnega fuzbala, tako da dajmo se na to osredotočiti. Danes torej ob 10. prva tekma četrtfinala Francija, Maroko. Ej, moj jeger. Kaj spet? Danes zjutraj torej je, sicer moramo reči ne po lastni krivdi, ampak po napačni informaciji, ki je bila zapisana, povedal, da je gužva na cesti od Čentilja do Pesnice, na kar ga je poslušalka Petra popravila v SMS-u, tudi en poslušalec je poklical, ne? In je te takoj popravil, hvala lepa, mimo grede, da tako pridno poslušate in da vam je mar, se pa dobil še en SMS. Od še ene poslušalke, ki je na poti v Avstrijo, očitno. Ja, in? Tjaša mi je poslala. Ja, kaj? Da čujem. Je napisala, jegra, ne poslušam več. V redu, ne? Ne, ni v redu. Vse so bili smajli zraven, pa to ne. Besede so bile izrečene. Predstavljaj si, kaj iz te napake, čeprav ti zdaj nisi neposredno kriv, ampak si bil glasnik, ne? In veš, koliko messengerjev je že bilo streljenih po nepotrebnem, ne? Zdaj si ti predstavljaj, recimo, vzamemo za primer poslušalko Tjašo, ki je meni pisala, ona pač dela očitno v Avstriji, ne? In se pelje in gre od doma, mogoče je malo pozna, en pes ni hotel opraviti svoje pravi čas, ne vem, karkoli, veš, pač, ne, treba še bilo perilo obesiti, ne vem, vse veš te stvari, ki jih zjutraj pač mame delajo, ne. In pol se ona pelje in smisli, joj, samo naj bo gužva, in pol na radiju sliši, da je gužva od Čentilja do Pesnice in si misli, yes, bom prišla pravi čas, kamorkoli že v Avstrijo, in pol pride in direkt nabaše v gužvo. Ja, samo ti hočem povedati, ni vse tako preprosto, kot si ti misliš, ne? Mama! Ne, ni bilo tako, ne morem zjutraj Kavriča oponašati. 6:41, ne, probaj. Mi gremo. Slabo je. Slabo, ampak tokrat v slabem nisi sam. Jej. Ok, zdaj pa ena čisto resna stvar. Čas je za love. Oh yeah. Give it to me, baby. Amor. Grem ven. Ne, treba iti ven. Zakaj moraš tu ostati? Tam ven. Uči se, dekle. Ampak čisto za res. Čeprav nas ni na svetovnem prvenstvu, smo kot kaže naredili globok vtis. Namreč zgodba Jeger. Ja, uporabnica TikToka Sofija Vazquez. Malo bolj neki feeling, prosim, kam? Čakaj, no. Malo bolj. Okay, uporabnica TikToka in Instagrama Sofija Vazquez je delila video, na katerem je par reakcij našega nogometnega sodnika Slavka Vinčiča z svetovnega nogometnega prvenstva, in zraven je potem tudi ona, ki samo z obrazom odobrava izgled našega sodnika. Še več, označen je bil za najbolj seksi sodnika na svetovnem prvenstvu. Tako je. Ta video je šel po internetih kot požar, samo po večjih internetih. Po vseh internetih. Na svetu pa na svetu po vesolju. Ja, 1,3 milijona ogledov, zelo hitro, več kot 22,000 všečkov, ogromno komentarjev, recimo. Bravo. Par komentarjev bom prebral, ne? Daj. Napisali so:
kadarkoli mi lahko da rdeč karton. Ali pa tudi v španščini El arbitro guapo. Ja. Pa tudi Holy Silver Fox. Pa recimo ogromno je bilo komentarjev, ki je pisalo My Daddy, pa ogromno teh ogenčkov oziroma plamenov zraven. Ja, bravo, Slavc! Ja, glej! Ja, no, ko mi pošljemo material z Maribora, ne? Jo to. Prste si ližejo. Ja. Ema, prosim, kot vidna predstavnica generacije Z, ja. Pa Slavko je v bistvu doma tam blizu tebe, ne? Niti to nisi vedela, ne? Ja, to mi je prej rekli. Ja, torej, če bi ga morala oceniti od 1 do 10. Zdaj težko. Ja, verjamem, ampak 10. Zelo dobro zgleda. Je, ne, no, Slavcega ni. Bravo, Vinča. Peta cesta, bravo, Vinča, to je to. In zato, ker se, ja, seveda se mora, se kar nekaj prelaufa, ne. Dobro zgleda. Dobro, ne. V redu je, hvala. Ima take razlike med njim pa nama z Igrom tudi ni. Kaj? Nehajte. Ali sva iz Maribora tako kot on? Ja, torej ni razlike. No, si pregala. Ok, ampak čisto zares, ali tudi vi mislite, da je Slavko Vinčič, Vinča ali Slavc najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu? Dajte povedati, v SMS-ih nič 5 220 220 milijoni ljudi po celem svetu mislijo tako. Ja. Zdaj pa veš, najtežje je biti prerok vlastne mesto. Ali tako mislimo tudi mi? Dame, računam predvsem na vas, tudi gospodje. Ne rabimo zdaj biti, veš, nevoščljivi ali pa favš. Ja. Čas je, da smo ponosni. Kaj zdaj pa tak? Ti, Ema, se še verjetno nisi soočila s tem, Jeger pa se zagotovo je. Ja. Da je bilo treba kupiti, se ne veš kaj. Ampak ja. Ok. In gremo dalje z muziko. Ne, ampak čisto res, ko je treba kupiti novo kuhno. Ja. Ne poznam. Ne poznaš še te situacije, ne? No, verjemi, je kar glavobolček, ne? Iz večjih razlogov najbolj. Prej se moraš z tistim, ki je s tabo v stanovanju, dogovoriti, kak bi sploh imel, ne? Tu lahko prije do velikih, jaz sem vseeno probal sem, ja, no, ja, okay, no, pa okay. Tak, probal sem, ne? Lahko prije do kakih odstopanj, do kakih konfliktov, manjših, tudi večjih. Pa bomo še to vse onemu, ki bo to zarisal, razložiti, ne? Ne, pa to še tudi ni najhujše, najhujše, ko potem on skupaj potegne, ja, pa to pa je samo toliko. Ja. Tu pa boljše. Zdaj sem videl, da lahko ti na AliExpressu naročiš kuhno že za 300-400 evrov. Je res? Res? Ja. Glede na to, da je to ena skupina proizvodov, samo 3 evre dodatno plačaš. Ja, ampak mimo tega, veš, tak se sliši, wow, ne? Ampak po drugi strani pa jaz bi vseeno previden, ker če je kuhna za toliko, Bog ve z kakih materialov in kak je to skupno narejeno, ja. Da se ti pol ne zgodi, da ja, daš 400 ali pa koliko evrov za kuhno, pol pa še enih 7 jurjev, ker ti morajo 3 tišleri skupaj to popravljati pa zraven delati pa. Jaz probal ne bi, no. Ne. Jaz tudi definitivno ne. Je pa ob tej debati tudi ena druga stvar in ena druga življenjska modrost, ker Ema, veš, da tu so življenjske modrosti zate v eno. Vem. Jeger se tega zaveda, čeprav morda še ni ozavestil, ampak kje je ključ do srečne zveze, pa tudi ko se pogovarjamo o nabavi kuhinje, česarkoli, pa čeprav samo, ne vem, nove sklede plastične, ne? Se pravi, tako se moraš zavedati kot moški, da lahko uspešno živiš. Prvi dan ima ona prav, ja. Ti si pa tiho pa poslušaš. Drugi dan ima ona prav, tretji dan pa se ti motiš. Všeč mi je. Ti je, ne? Zelo je. Se mi je zdelo. Tine, dobro jutro.
Boš? Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Jo, tako da se veš. Jo, stari, jak si mi lepo povedal. Gremo k stvari, da ne bomo. Dajmo. Imam enih par podatkov. Delali so raziskavo med moškimi. Poslušaj, in sicer o moški samozavesti oziroma oziroma koliko moških je prepričano, da lahko nekaj. Okay. Da vidim, kje se vidva tu najdeta, ne? Dobro. 46, tu Dejan, ja, zraven spada, ampak 46% vprašanih je prepričanih, da lahko v emergency pristane letalo. To bi ti lahko, ker si ne. Dejansko. 46, malo dosti. Polovica je kar dosti, ja. 41% je prepričanih, da se lahko sama reši iz potapljajočega se avta. Ne vem. 16% jih je prepričanih, da lahko z golimi rokami volka premaga. Kaj je? Jeger. To je še boljša. 9% jih je prepričanih, da lahko gorilo premaga. Z lahkoto. Ti moraš vedeti, da ljudje smo dominantna vrsta na tem planetu samo zaradi ene stvari, in to je naše sposobnosti sodelovanja. Vse ostalo pušimo na celi liniji. 1-1 z volkom, ne bi. Kaj še le zgorilo? 12% jih je prepričanih, da lahko dobi točko proti Sereni Williams v tenisu. 27% jih misli, da lahko v avtu pri porodu sodeluje, oziroma lahko po vročo vodo lahko letijo. 64% moških pa je prepričano, da so boljši vozniki kot vsi ostali. To pa je kar mali procent. To se je pol zlagalo, ker sem rekel. Ne bom tako rekel, da ne vem, kako si je. Kako ste delusional vsi? Delusional smo. Delusional. To je to, kar si bomo danes vzeli sabo, Tine, tvojega obiska. Joj, kak smo pa mi delusional. Tine, dobro jutro. Boš? Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Jo, tako da se veš. Jo, stari, jak si mi lepo povedal. Gremo k stvari, da ne bomo. Dajmo. Imam enih par podatkov. Delali so raziskavo med moškimi. Poslušaj, in sicer o moški samozavesti oziroma koliko moških je prepričano, da lahko nekaj. Okay. Da vidim, kje se vidva tu najdeta, ne? Dobro. 46, tu Dejan, ja, zraven spada, ampak 46% vprašanih je prepričanih, da lahko v emergency pristane letalo. To bi ti lahko, ker si ne. Dejansko. 46, malo dosti. Polovica je kar dosti, ja. 41% jih je prepričanih, da se lahko sama reši iz potapljajočega se avta. Ne vem. 16% jih je prepričanih, da lahko z golimi rokami volka premaga. Kaj je? Jeger. To je še boljša. 9% jih je prepričanih, da lahko gorilo premaga. Z lahkoto. Ti moraš vedeti, da ljudje smo dominantna vrsta na tem planetu samo zaradi ene stvari, in to je naše sposobnosti sodelovanja. Vse ostalo pušimo na celi liniji. 1-1 z volkom, ne bi. Kaj še le zgorilo? 12% jih je prepričanih, da lahko dobi točko proti Sereni Williams v tenisu. 27% jih misli, da lahko v avtu pri porodu sodeluje, oziroma lahko po vročo vodo lahko letijo. 64% moških pa je prepričano, da so boljši vozniki kot vsi ostali. To pa je kar mali procent. To se je pol zlagalo, ker sem rekel. Ne bom tako rekel, da ne vem, kako si je. Kako ste delusional vsi? Delusional smo. Delusional. To je to, kar si bomo danes vzeli sabo, Tine, tvojega obiska. Joj, kak smo pa mi delusional.
kdo rekel, fuzbal, polno je tega fuzbala in pa hvala Bogu, ker je svetovno prvenstvo, danes prva tekma četrtfinala oziroma tudi naša Krups Coffee Crush tekma. Če seveda pravilno nam poveste rezultat, lahko dobite ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Vse podrobnosti totiradio.si. Ampak glede na to, da bomo stradali fuzbala v Ljudskem vrtu tudi ob začetku nove sezone, še kar nekaj domačih tekem, bo jutri genialna priložnost, da si gremo malo pogledati situacijo. Zadnja pripravljalna tekma pred novo sezono in v Ljudski vrt pride angleška ekipa Charlton Athletic. Ni hec, ne? Ne igramo zdaj glih, pa ne zdaj narobe razumeti. Jasno. Kaj? No ja. Ja, super. Ne narobe razumeti, ne igramo zdaj glih z voličino, ne veš, kaj hočem reči. Plus tak stvari, ki grejo, se vidi tako zelo dobro, ne, tak jami, pred začetkom nove sezone, tako se dogajajo stvari v našem Ljudskem vrtu. Je to en, seveda, še dodaten naboj in priložnost, da seveda gremo našim pubecom dati spodbudo pred novo sezono, pa da vidimo, koliko je že Dare kaj naredil. Ne? Časa ni bilo veliko, verjamem pa, da se bo že zagotovo poznalo. Tudi se že je na obeh pripravljalnih tekmah Maribora, kjer so v bistvu najbolj navdušili mladi nogometaši, mladinci, ki so bili zraven na pripravah in dobili priložnost in wow, ne? Tako da imamo od zadnji kadra imamo Gen Z. Gen Z, ja, tudi niso še nekateri mlajši kot Gen Z, tudi so že skoraj alfa. Skoraj, ajde, so še Gen Z, ampak ja, Vlado, Vlado, Mešo. Malo majoneze, pa mandljevega olja, pa da vidimo. Ne, ampak brez heca, tudi za jutrišnjo tekmo, za katero mimo grede so seveda že karte na voljo v vijoličnih bajtah in na enkamaribor.com bomo imeli proste vstopnice tudi mi tukaj na Totem Radio, tako da izjemna priložnost, častimo obisk te pripravljalne tekme, samo pošljite šampion in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, tako danes kot jutri jih bomo delili, tako da izvolite, tako kot sem rekel, malo bomo fuzbala stradali ob začetku sezone, ko govorimo o domačih tekmah. Maribor, šampion! In spet preverimo, kaj se dogaja v Zvezi prijateljev mladine. Tam seveda tudi v teh počitnicah skrbijo, da je našim malim fajn. Kaj vi v Lovrencu tudi rečete Lovženko? Ja, Lovženk. To je taki pohorski izraz, ne? Ja, tako je. Malim, ne, da imajo nekaj, ne? Pa da so med 8 pa 4 starši lahko mirni. Tako. Do 8 zjutraj in 4 popoldne. In zdaj vedno povemo, kaj je naslednji dan, zato da se lahko odločite, pravi čas prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, torej kaj boste delali v teh počitniških razvajanjih za naše najmlajše jutri? Prižgali bomo detektorje gob in pod mentorstvom izkušenega gobarja ugotavljali, katera je užitna, katera stropena in katera zdravilna. Zato ste vabljeni v našo družbo, kjer bomo med 9 in 13 uro nabirali gobe pod Pohorjem. Vsi ostali pa vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, da preživite petek z nami. Sicer pa vabljeni še naslednji teden, ko pripravljamo novo tematsko delavnico z naslovom Ups Oder, kjer bomo v sproščenem in varnem okolju skupaj ustvarjali smešne zgodbe, spontano nastopali brez strahu pred napakami. Vabljeni, da obiščete spletno stran in oddate svojo prijavnico. Super! To bi lahko videla tudi šla malo v delavnico, ne? Ja, lahko bi šla pogledati, res. Ja. Lahko greš ti, ima si prestar, zdaj pa si že mogoče res. Zdaj si že nekaj dal skozi, ne? Zdaj več nimaš straha pred nastopom, ne? Zdaj že štima, ne? Pa pred napakami. Tako da ja, vse informacije najdete tudi seveda na spletni strani Zveze prijateljev mladine, tako da omogočite kak lep moment. Zdaj pa bo lepo, ljubezen, ljubezen, ljubezen in lepo. Dobro jutro, Šalca. Dobro jutro. Dobro jutro. Čusen, da gorilo, volka, pa še nekoga bi ti premagal. Ne, to samo za hec. Ne, hec, vi v Lorencu res mislite, da ste ja, občasno tudi, ja. Ne za hlode nosi, ne pa za živali premagati. No. To nisi jager, ne no.
To je prvo. Drugo, še slabih, kaj? Kaj? Preh, to kaj? Ne, Preh je to bilo? ne, ni bilo. No, Podaj desno se na A4 list podpiše. na prazen je pa. Ja. 50 dni še do televizije, ali koliko? Ja. Ko začnemo kot televizija. Kaj če bi ti rajši, kot da premagaš gorilo, v tej smeri razmišljal? Zakaj? Edini mama je rekla, hvala Bogu, da na radiju delaš. Zakaj? Da te ljudi ne vidijo. Zdaj boš pa na televiziji. Ker sam sabo nekaj ne moreš narediti, ker nekaj ne daš na modne znamke, v Zaro idi vsaki dan. Imam tudi radio, majico. Ja, pa se ne moreš zdaj na to, da spet mi boš stroške delal. Ja. Kam ne eno tiskam. Ja, kak misliš izgledati? Ja, kaj se pa vred zgledam? Kaj? Odlično zgledam. Ema, prosim. Bom pomagala, jaz, Jeger. Da, prosim, naj Kaj gre. je? Pa ne, šel šel. Naj gre s Ni tabo šel v v Zari, Zaro. nič na gor spravi, če vse telirano. gor Če je spravi. telirano, vse. Se pa nekaj naredi. Ja, se delam. Če pa vsaki dan žere sendviče. Še slačen, malca. Pa ti je dober sendvič, oni suhi, z šnito sira, pa oni... Vrhunski je. Zdaj pa če apropo nekaj pozitivnega in Maribor, ne? Ja. Smo Ja. zelo veseli. Res. Jaz bom tako samo rekel, ker v preteklem času smo bili karani, ne? To pa mi glih nismo navajeni, da ga spremljamo, ne? Da ga sprejemamo, je zdaj čas, da začnemo karati. Malo dajati. ne, Tako. tako. In vse gre v tej smeri, tako da hvala Bogu. Ema, Jeger, Zara. Jaz dam nekaj, Treba je, tudi danes lahko tudi. Dejan bo dal, Ja. nekaj bomo pobrali. Easy. Ne, Samo ne bom šel v Zaro. Če te damo, da te tako popravimo, da si lahko v majici, nas bo stalo 9 ur. Začetni poseg, tako da i v Zaro. Dejan, Ana in Jeger. In to jutro.